Kar trojna vrata vodijo v kuhinjo zakoncev, ki smo jo obiskali na Ptuju. Čeprav sta hišo zgradila pred skoraj 20 leti, ko je bila v modi razgibana arhitektura, sta navdih za gradnjo poiskala v tradicionalnih oblikah in naravnih materialih, hkrati pa poskrbela za harmonično vez z vrtom. Irena in Davor, v eni od prejšnjih oddaj smo že pokazali vaš vrt in takrat smo ugotovili, da je tudi vajina hiša izjemno zanimiva. Že z ceste kaže tako romantično podobo in zanima me, kdaj ste jo načrtovali in po čem ste si vzeli zgled takrat? Načrtovanje hiše sega že pred več kot 20 let. Zgledovali smo se oziroma všeč so nama bile preproste tradicionalne hiše z pravokotnim tlorisom, pritlične dvokapnice, tako da to smo vzela za izhodišče. Potem pa smo dodajala stvari, ki smo jih doživljala kot nekaj takega, kar doprinese k enemu prijetnemu ambientu, ker smo želela ustvariti prijeten dom za najino družino. Izbrali ste polkna in ne kakšnih rolet, recimo, kaj je bil tu razlog? No, ravno tako, na tem področju so bolj običajna polkna, rolete so moderna zadeva, ki nam nikakor pol niso ustrezala, čeprav je senčenje boljše, sigurno, zatem je pač moderna zadeva, ampak nimajo pa duše. Posebno mehkobo notranjemu ambientu podarjajo oboki in zaobljene stene. Te so obdelane z naravnim ometom in prepleskane z mineralnimi barvami, ki uravnavajo klimo v prostorih. Kar trojna vrata vodijo v vajino kuhinjo. Kaj je razlog, da ste se odločili za toliko vrat? Izhodišče cele hiše, celega načrta je pravzaprav izhodišče iz kuhinje. Vedeli smo že prej, da nam je kuhna ta prostor, v katerem ne bo samo izključno za kuhanje, prehranjevanje, ampak tudi zbirališče, pogovor zjutraj, ob kosilu, tudi če nas je manj. To mora biti povezano tudi z ostalimi prostori in tudi z zunanjostjo. Tudi ko se sonce skrije za oblake, živahna rumena barva ohranja optimistično noto v prostoru kulinaričnih užitkov. Lastnik je kuhinjo sezidal sam iz porobetona. Oblaganje elementov in sten s keramiko sta zakonca zaupala potrpežljivemu mojstru, vsi vidnejši leseni kosi kuhinjske opreme pa so nastali po naročilu v mizarski delavnici. Spalnica v mansardi deluje toplo in pomirjajoče. Pohištvo je izdelano iz lokalnega oreha, zasnovano pa je po vzoru tradicionalnega pohištva, kakršnega je imela doma Irenina stara mama. Tukaj v dnevni sobi vidim, da imate kamin. Kako pa se sicer ogrevate v hiši? Po novem 2 leti imamo toplotno črpalko, to pomeni, smo šli bolj na ekološko ogrevanje. Vsekakor pa vztrajamo na lesu, ogrevanjem tudi z lesom, to je sicer dodatno, ampak ustvari pa pravo vzdušje in za svojo svetlobo in te toplote se ne da nadomestiti, kot je toplota od lesa. Z lesno biomaso se ogreva približno tretjina Slovencev. Strokovnjaki opozarjajo, da imajo pri tem zelo pomembno vlogo ustrezne kaminske peči, saj lahko sicer s kurjenjem povzročimo precej škodljivih emisij v zraku. Ja, pri vgradnji kamina je posebej potrebno poznati zakonodajo, se pravi, da uporabnik kupi kaminsko peč ali kamin, ki je v skladu s trenutnimi standardi in predpisi. Vsak kamin v Sloveniji mora imeti energijski list, kjer je točno navedeno, kolikšno in v kakšni meri obremenjuje okolje. Če teh papirov, dokumentacije, kurilna naprava na bilo katero vrsto energenta nima, se v naši državi ne sme vgraditi. Če v prenovljene ali rekonstruirane objekte vgrajujemo novo kurilno napravo na lesno biomaso, mora ta delovati neodvisno od zraka v prostoru. Dimnikarska služba jo pred zagonom pregleda in jo vpiše v državno evidenco. Svetuje tudi glede potrebnega vzdrževanja in materialov, ki se jih sme v njej kuriti. Z zakonom je na primer prepovedano kurjenje embalaže, obdelanega lesa, barvanega ali lakiranega, ivernih plošč, plastike in drugih gospodinjskih odpadkov. Pravilni postopek kurjenja je sledeč.
Pravilna postavitev je, da najprej manjša polenca postavimo vzporedno in potem prečno na vrh drobne trske in popolnoma na vrh postavimo tako kocko, netilno kocko, lahko je tak levalček, odvisen, tega imamo zdaj na trgu zelo različne netiva in potem na vrh zakurimo. In tukaj se začne proces gorenja in temperatura se hitro vzdigne in potem potegne zaradi dovoda zraka v kamin, potegne ogenj navzdol in tako začne lepo proces gorenja. In če tak ogenj opazujemo, bomo videli, da je v bistvu plamen zelo svetel, da je zelo malo dima. Klasično pa v kaminu zakurimo tako kot taborniki. Vzamemo kos papirja, ga damo v kaminsko peč oziroma kamin in potem naložimo okrog trske oziroma drobna polenca. V tem primeru prižgemo papir, se prvo že zaradi samega papirja sprošča veliko škodljivih snovi v zrak, to je prvi problem. Drugi problem je pa, da trske in polena, ki so naložene okrog papirja, dušijo sam proces gorenja, temperature so bistveno niže in če opazujemo tak ogenj, bomo videli zelo veliko prašnih delcev oziroma zelo veliko dima in tudi ogenj je bolj temne barve. Tako da potem že vidimo, da sam proces gorenja v tej prvi fazi ni optimalen. Lastniki kaminskih peči smo poleg pravilnega kurjenja od leta 2017 sami dolžni tudi poskrbeti, da imamo izbrano dimnikarsko službo. Tam, kjer to ni urejeno, je že zaznati poslabšanje kakovosti zraka. Kako pogosto pa je treba kurilno napravo očistiti in pregledati? Kot vemo, so na trdna goriva pogostejša vzdrževanja čiščenja 2 do 4 krat na leto. Na tekoče gorivo se očisti enkrat letno, na plinasto gorivo se pregleda in preveri emisija enkrat letno, tako da je oskrba odvisna od vaše kurilne naprave, na kakšne energente uporablja. Da je kurilna naprava varna in varčna in okolju prijazna, je prav, da se pred kurilno sezono tudi pregleda s strani dimnikarske službe in glede tako deluje varčno in okolju prijazno. Zakonca Sarič obilo časa preživita na vrtu, kjer ima nikoli ne zmanjka dela. Skupaj z otroki v toplih mesecih rada posedita zunaj. Ob večerih in v hladnejšem delu leta pa se vsi zberejo za veliko mizo v jedilnici. V bistvu je miza narejena iz češnje, ki je rasla na našem vrtu. Žal jo je toča pred leti uničila, tako da smo uspeli vseeno ohraniti les in smo želeli ohraniti tudi njeno živost. Veličastna miza je lastnika navdihnila, da sta se kmalu odločila tudi za vitrino in predalnik, ki dopolnjujeta ansambel unikatnega pohištva. Načrtovana sta bila že prej, ampak nikakor nista imela še določene oblike. Tako da smo jih potem nekako naredili, da se ujemata z mizo. Tu smo v bistvu sama pripravila skice. V mizarski delavnici pa so mi omogočili, da sem potem vse oblike, vse šablone, da smo jih pripravili skupaj. Tako da so bili potem izdelani natančno, tako kot smo jih mi želeli, seveda z spretnostjo mizarjev. In vse dobro funkcionira, se vse dobro odpira? Ja, zelo so opažene vedno in tudi funkcionalne.